gledalke, spoštovani gledalci, sem Bojan Požar, dobrodošli na spletnem portalu info360.si. V današnji uri resnice z menoj so naša stalna komentatorja Peter Gregorčič, Bernard Nežbah. Bernard, Peter, lepo pozdravljena. Zdaj, kar nekaj tem se je nabralo o tem sestavljanju vlade, ki ni, tako bom rekel, čist direktno povezano z novo vlado, ampak pa morda vendarle. Pa je predlagal, da kar začnemo recimo z tem primerom sama Uhana, ne. Zdaj, nam so letijo očitki zaradi nekaterih izjav, če jih na kratko obnovim, da je pač označil recimo, ne vem, mlade desne Slovence, ki da so neumni, ker volijo desnico. Zdaj, oba dva videa sta, tako bom rekel, na nek način sta tudi v pedagoškem procesu, ne? V akademskem svetu, širši pojem, ne, ampak oba dva imata stike, recimo tudi, ne, na nek način nekaj predavata in podobno, ne. Pa me zato zanima, kako vidva gledata, zdaj so recimo upravičene kritike, da samo Uhan odstopi. Videli smo, da ga je senat Fakultete za družbene vede ga je v bistvu nekako odrešil, ne, te odgovornosti. Kaj menita? Ja, ta tip izjav ni niti malo akademski. To je klasičen primer tukaj ene vrste rasizma, sicer ne po barvi kože, ampak po prepričanjih. In z tega stališča je to eklatantni zgled, kaj ni univerzitetni diskurs, ne, in tudi javni nastopi. Na tej ravni je seveda stvar enostavna in hvala Bogu, da je količina kritik zelo močna. Namreč te kritike so dragocene tudi v tem smislu, ne glede, dosežejo kakšno formalno prestavitev, odstavitev, spravijo drugo stran malo v defenzivo. Skratka, postavijo eno normo, da to je okej, to je pa preko, onkraj. V tem smislu imajo učinek tudi v tem primeru, kot je zdajšen, ko ga senat pač ni reagiral na predlog za odstavitev, ker podobno kot recimo, če vzamemo Svetlana Makarovič pa Možina, ne, kljub vsemu branjenju je nekako jasno, da nek tip obračunavanj z določenimi pač temi omalovaževanji samega bivanja nekoga pač ne gre. Tako da to je, mislim, jaz sem, če bi tako rekel, v tej situaciji se mi zdi po svoje šokantno, da nekdo sploh kaj takega izreče. Sploh nekdo, ki je do zdaj relativno pazil tudi v javnem diskurzu, kaj pove. To mi govori morda več o tem, da je ta šok nad možnostjo, da pride druga vlada, izjemen. Ampak je zanimivo skozi, mislim, mene, kar se mi je zdelo pri Uhanu, je bilo zanimivo to, on je pač dekan, ne? Da je šel, recimo, da je pač kot dekan, z pozicije dekana, da je šel, bom rekel, v neko tako tudi na pol aktivistično komentiranje, ampak zdaj že ves čas, ne, to se ni zgodilo zdaj, ne, to je bilo zdaj že nekaj mesecev, ne. V bistvu se je zelo na nek način aktivno vključil v tole predvolilno kampanjo. Ja, to je... Vendarle ni navaden predavatelj, tam je pa neka asistenca, pa karkoli, ne. Nekaj vsekakor drži, ne, da če hočeš biti intelektualec, si potem bodisi pač neko obdobje prideš v strankarske vode, bodisi skrbiš, da držiš en minimalno distanco od tega, da lahko misliš v smereh, ki so z določeno stranko nekako kompatibilne, ampak da se pa spraviš na raven, hočem reči, tega čistega etiketiranja in prostrankarske drže, to je pač nekaj, kar spominja na kakšne čase, ki jih več ni. Izvoli, Peter. Lej, ena bistvena stvar, na kateri je utemeljena naša civilizacija in iz tega tudi recimo, če rečemo ta smetana intelekta, ki rečemo akademska skupnost, je svoboda govora, ne. In jaz bom to svobodo govora branil za vsako ceno, tudi za ljudi, recimo Uhan je tak človek, s katerimi se praktično nobenem pogledu ne strinjam, ne. Pa čeprav mogoče bo tudi kakšen komentator rekel, ne, da tu počnem zato, ker se bojim za svojo službo, jaz se ne bojim za svojo službo, ne. Jaz v resnici pač vse, kar povem, ker to res mislim, čeprav izpade neoportuno, sem deležen tazga in drugačnega obračunavanja, ampak dokler imam nek prostor,
bom zagovarjal svobodo govora svojo in drugih. Ne. In v tem kontekstu bi jaz rekel, videl sem zelo zanimiv komentar, bil je žal en zelo redkih, Dejana Verčiča, ki je rekel, akademski svet, svet univerze, more biti svet svobodnega izražanja, soočenja idej, ki so lahko napačne, lahko niso napačne. Ne. In v tem kontekstu podpiram, kar je naredil senat FDV-ja, ne, da je nekega profesorja zaščitil, ker profesori imamo tudi pravico, ne, biti politično opredeljeni. Ne. Vsi lahko se odločimo, da smo politično opredeljeni, lahko se odločimo, da nismo politično opredeljeni. Ne. In kar pa jaz pogrešam v tem slovenskem prostoru, je, on je navajal, pa zdaj najprej čist, jaz sem šel tu poslušati, ne strinjam se celo njegovo izjavo, ne, in nikjer ni rekel, da so mladi neumni. Te besede jaz nisem slišal, lahko sem jo preslišal. On je navajal neko raziskavo, kjer je rekel, da desno volijo manj izobraženi mladi. Pojma nimam, to drži. Ne? Ker me to tema ni toliko zanimala, da bi šel njo gledati, ampak kar jaz pogrešam v našem ličnem diskurzu, in to je bistvo po mojem akademske razprave, ne? Kontraargument, kje se on zmotil, verjetno se lahko se zmotil, ampak a veš, iz tega pride pol nekaj velikega. Naš svet, diskurs je pa šel na to, dajmo ga odstaviti, dajmo ga eliminirati, on je butast, ne? Ampak nekaj podobnega bi rekel, se je zgodilo, to ni prvič, ne? Zgodilo se to Matjažu Gamsu, jaz se to zelo dobro spomnim, mislim, da je imel z Vido Petrovčič intervju, ne? Leta 2023, on je raziskovalec na inštitutu Jožef Štefan, isto na državni instituciji raziskovalni, in je rekel, da en ključnih problemov našega časa je demografija, in potem je on omenil Soroša. Ne? Je rekel, da mogoče Soroš, ko je to idejo 30 let nazaj zastavil, ne, da je imel še pravi pogled, ampak demografske spremembe, on kot raziskovalec, vse spremenile, ne, in je povedal nekaj, kar levici ni bilo všeč. In je reagirala na tanko enako, ne, s pritiskom na IAS, da naj Matjaža Gamsa odstavijo ali naj odstopi, naj izgubi službo kot raziskovalec. Skratka, jaz ne vidim nobenega doprinosa v tem obmetavanju drugim, ne, pri čemer tudi se z Bernardom strinjam, to je odprlo neko področje, super, ne, tudi ne vidim nobene težave, da ga je velik del tudi akademske skupnosti ali pa saj desne akademske skupnosti pozval k odstopu. To vse sodi v nek diskurs, v nek dovoljeno svobodo govora, podpiram pa to, ne, da se vseeno ohrani svoboda govora. Ljudje moramo imeti svobodo misli, tudi če so napačne. Ampak tudi, da so napačne, mora priti potem čez argumentirano diskusijo. Ne samo zato, da skočeš, ne, pa rečeš, on je levi aktivist, kar lahko tu celo res je, ne, ampak da probaš iti in greš pogledati, kaj je on povedal. Ne. Jaz sam vem, da so recimo, jaz ne poznam raziskav, kako so volili mladi po izobrazbeni strukturi. Ne. Tega ne poznam, zato ne morem soditi, ali je on povedal in pije vodo, ali je šel iz raziskav, ali je šel potvarjati raziskave. Jaz bi pa sam to rekel še in tle zaključam. V akademskem svetu, kar pa je absolutno zavržno in tukaj tega nisem prepoznal, je samo dvoje. Prvo je plagiatorstvo, ne, in drugo je ponarejanje akademskih rezultatov. Ne. Se pravi, če to počneš, to je tisto, kar jaz mislim, da naj bo presoja neke etične komisije. Vse ostalo pa upam, da bo ostalo tako, ne, da bo ostalo v okviru svobode govora, tudi v okviru akademske avtonomije. Tudi Lahovnika takrat so hoteli spraviti pred etično komisijo, ker jim ni bil politično všeč, in tudi za njega sem zadovoljen, da do tega ni prišlo, ker ta svoboda govora, če jo bomo ukinili še v akademskem prostoru, potem nam razen primitivizma po mojem nastane nič več. Ja, jaz nisem govoril o tej točki sankcioniranja, odstavljanja. Jaz sem govoril samo o akademskem diskurzu, s katerim je seveda nujno polemizirati, se zato je. Absolutno. Govoril sem, predvsem hotel sem pointirati to, da če nastopaš v javnosti in če imaš seveda dovolj časa, kot Jovan Osekov, kar je imel, potem, kadar imaš svoje ideje, jih moraš, oziroma jih je nujno dobro argumentirati. In v tem primeru jaz pa kakšne silne argumentacije, česa globega na njegovi strani nisem videl. Ne. In to se ne pomeni, da je to zahteva potem smiselna za odstavitev dekana, to je pač njihova interna stvar. Ampak hočem reči, da pogrešam dejansko v tem soočanju idej miselno pot. Ne samo, da ti postaviš, mladi so konzervativni, taki kot so, ampak pokaži, koliko to drži, a ne? Po kateri poti, zakaj si to videl, koliko to drži, ker konec koncev, če takole vzamemo v takih enostavnih stavkih, s katerim nam označujejo svet, zdaj najbolj očitni so politiki, ki povejo, ne, vlada, ki dela zdaj za
kritiko rečemo Bratuškove, pravi vlada, ki bo skrbela za bogate in proti delu in proti revnim. Ampak to je neka floskula. Neka floskula, z enim stavkom poskušaš nekaj povzeti, kar se marsikomu dobro sliši, realnost je daleč od tega. In tudi v tem, zato se mi zdi pravzaprav malo, mene tako, hočem reči, pričakujem od univerzitetnikov vseeno malo več argumentacije. To je moj pogled. Koliko jaz slišim, je bilo to dejstvo, da so se pač mladi, recimo, so to volili, recimo desne stranke, zlasti SDS, pa recimo Resnico, je bil med tako velik šok, tega nihče ni pričakoval. In tukaj verjetno tudi izhaja zdaj ta njegova, pač bom rekel, to njegovo stopnjevanje teh izjav. No, glej, v tem kontekstu, če je imel v mislih tudi mlade s FDV-ja, bi tukaj bila na mestu bistveno bolj velika kritika, ker njegov argument je bil, da ti mladi, ki volijo desno, ne povezujejo davkov, ne znajo povezovati davkov za funkcioniranje države. In zdaj, tukaj pridemo zdaj ne v odstavitev tega človeka, ampak po vprašanju, čakaj, ti si univerzitetni profesor na družboslovni fakulteti. Torej je tu tudi tvoja krivda, tvojega slabega pedagoškega dela, če ti trdiš, da mladi nečesa ne povezujejo. Ne? A veš, ker ti mladi so šli tudi čez, ti kot dekan, zdaj pa pazite, nisi sam profesor, ti si dekan, ne? In to je potem tisti diskurs, ki si ga tudi ti omenil, in tle se jaz, kar si ti povedal, absolutno strinjam. Ne? Ampak na prvo žogo pozivati nekoga kot stopu se mi zdi pa pač neumno, ne? Zato ker je rekel nekaj, kar meni ni všeč. Veliko bolj koristno, in to pa pol dodano vrednost je, da ti razvijaš celo misel, zakaj ti to ni všeč, zakaj to ne drži. Ne? Da pa mladi volijo desno, je pa logično. Ne? Zdaj pač ne. Ja, ampak zakaj? Zato, ker je šla ideologija tega vokizma v 30 letih predaleč. Ne. Mladi vedno, to je moje osebno videnje, nisem se to poglabljal, slišal sem nekoč nekega psihologa, ki ne vem zdaj, kdo je bil, ta je res dobro to razložil, se z njim strinjam. Ne. Se pravi, glej, mladi so vedno uporniki proti sistemu. In kdaj je bil mainstream ta bolj patriarhalni sistem, se pravi, tako bolj mačistični zadeva, to je bilo recimo 30 let nazaj, mladi so bili proti temu in se je razvila neka woke ideologija. Prihaja nova generacija, ne, ki se sooča s posledicami, ker šla ta leva ideologija predaleč za izgubo identitete in naravna reakcija mladih je, da so proti mainstreamu. Ne. Ampak zdaj mainstream ni več desno, to, kar je bilo 30 let nazaj. Ne. Zdaj mainstream je levo. Ne. In to je samo nihaj. Tukaj ni nič to, da delajo ene stranke boljše, pa ene stranke slabše. Jaz mislim, tukaj so pač neke daljše tendence v družbi, ki potegnejo za sabo neke posledice. In če ti v družbi vzameš identiteto, nek mlad človek, ki se sprašuje, kaj on je, moški je ženska, kaj je njegova identiteta, čemu on pripada, ne? Potem, če mu nekdo ponudi identiteto in konzervativizem to ponuja, ne? Se bo pač tega prijel. Ja, pa ne samo to. Ne? Zdaj tam šok na FDV-ju je najbrž izvira še z nečesa. Nekoč smo poznali pojem Titova mladina. Ne? Samoumevno enačenje, da če človek v mlajših letih, da bo potem absolutno na strani levih strank. Kar je seveda zelo vprašljivo iz enega preprostega razloga, da se je svet danes zelo spremenil. In nove generacije so v resnici hendikepirane. So na slabšem kot starejše in dogaja se še nekaj, da nekoč je mularija z veseljem odšla v doma, da si omisli nov boljše življenje, danes je pa doma tako dober, da je problem, kako otroke spraviti od doma. Ne. Se pravi, zakaj? Zato, ker je, bi rekel, so generacije srednje in naprej relativno v tej družbi pravzaprav, nam rekel, privilegirane, ampak so izhajale bistveno boljši situaciji kot danes newcomerji. Newcomerji, če vzamemo primere od tega, kaj so, bi rekel, kje so odprte službe, kaj imaš, da je dejansko v sedanjem sistemu imamo korumpiran sistem. Ne? Če vzamemo to, s čimer mlade lovijo stanovanja za mlade. Mislim, meni je dejansko zanimivo, kako malkrat se to tematizira. Nimamo recimo programa, ne vem, avtomobile za mlade, počitnice za mlade, čevlje za mlade, bicikle za mlade. Skratka, dejstvo je to, da stanovanja imajo neko ceno. In država si pač ne more privoščiti tega, da nobena sodobna zahodna se ne privošči tega, da bo novim generacijam vsem povrst stanovanja dajala.
Skratka, to je projekt, ki je neuresničljiv. Stanovanja za mlade, se pravi, da imajo vsi mladi pravico. To je tako, kot če bi, ne vem, jaz pravim, ona klasična, ki je tako nazorna, ne bi napeljal vodovod v en kraj, pa bi sam do prvih 10 hiš, pa bi rekel, vodovod je napeljal. Teh stanovanj, ki so na voljo, je relativno izjemno malo. Izjemno malo. Tam, da so neki kriteriji, za katere, če bi šel najbrž gledati, so 3/4 zna biti skorumpiranih postopkov in vsega. Predvsem pa že ena gesta, vsake toliko časa se izkaže, oziroma preberemo, da ima celo sistem žreba. Potem žrebajo nepar ljudi. Se pravi, če dobi 1 od 1000, pomeni, da je to, vstopajo v svet, ki je sam po sebi do njih diskriminatoren. In z tega stališča se mi zdi, da je tudi, poleg tega uporništva, o katerem govori Peter, je tudi eno to dejstvo, da lahko zelo racionalno narediš, potem pa bomo poskusili se ogreti za stran, ki ima drugo politiko. Če smete samo še dodati, recimo povojna generacija staršev je imela izkušnjo z izjemno represivno vzgojo. In ker tega ni želela, je potem šla v permisivnost, ker ni želela svojim otrokom tisto, kar so recimo njihovi starši počeli. Ampak je šla vedno gre človeštvo potem v tem odgovoru na neko krivico ali pa na neko travmo gre predaleč. In je prišla v čisto permisivno vzgojo in potem mladi, zdaj sploh Gen Z, to, kar govoriš tudi z delodajalci, to je res posebna struktura mladih, z njimi je treba znati tudi ravnati, ker imajo, ampak vedno so otroci, so odmev svojih staršev, ne nujno v enaki smeri, lahko se to obrne v drugo smer, se pravi ta travma, ki jo ti doživiš kot oseba, in problem je, če ne doživi ena oseba, če doživi cela generacija, potem se v velikem delu populacije v njeni generaciji odzove kot neko njeno nasprotje. In jaz ta obrat mladih, se to ni sam slovenski pojav, to je pojav celotne zahodne družbe, ki je bila nekako kolektivno imela neko misel ali pa neko ravnanje svojih staršev do otrok, in ne samo do otrok personalno, ampak tudi na cel prostor. In pač, to je samo odziv na to permisivnost, ki se razpasla do te mere, človek pa brez, Boštjan Emtur pravi temu zavetja človeka, brez nekih identitet, ne more živeti. Čeprav, pri tej stvari je še nekaj. Zdaj govorimo o takih tektonskih položajih. Dejstvo je, da kljub vsemu te odstotki spet niso v teh raziskavah tako dramatičnih, da je bilo 80% rečemo, teh 20-letnikov za recimo SDS, 15% pa za Svobodo. Gre za trende, malo spreminjanja, ampak tisto, kar je meni v tej stvari, zato nisem posebej, mislim, mi ni blizu tak akademski diskurs omenjenega kolega, je to, zakaj bi ti izpostavljal eno skupino, kot da je z njo nekaj narobe. Konec koncev, državljani smo različni. Imamo preference, nekdo je prišel iz drugih dežel, pa ima drug ima spomin na Tita, karkoli že je, in pač nekako sobivamo. In reči, kateri državljani so zdaj bolj primerni, bolj ugodnejši, bolj demokratični. To je pa nekaj, kar se pa lomi z idejo vključujoče družbe, ker pač smo državljani vsi, ki smo. Druga sem, ker si prej omenil Lahovnika, senat sicer ni zaščitil, ampak to je šlo za drug senat ekonomske fakultete. Tukaj je pač senat eksplicitno zaščitil, pač Uhana. Ampak to ni doben problem, recimo, da je pač dekan neke javne fakultete, recimo, tako angažiran v tej predvolilni kampanji. Mislim, zdaj vprašanje, kako definiraš? Seveda pod neko krinko znanosti, pa akademske sfere. Zdaj, ne vem, kakšen problem bi bil. Mislim, tukaj, kar je povedal zdaj Bernard, prej se čisto absolutno strinjam. Problem je res ta diskriminacija neke skupine ljudi na podlagi njihovega prepričanja. Kar je v bistvu celo v nasprotu z našim ustavnim redom ali pa se pravi varstvom človekovih pravic. In težava postane takrat, kadar ta dekan kot levo orientiran, zdaj se očitno se je profiliral levo, jaz sem poslušal par prej njegovih nastopov, ker je bil očitno aktivističen. Potem po eni strani proba v tej levi agendi braniti človekove pravice, po drugi strani pa te človekove pravice odreka neki skupini ljudi, ki njemu niso všeč. Tukaj je to težava, da ta človek je pač notranje nekonsistenten in kot tak, tukaj se pa čisto strinjam s tabo, lahko rečem, recimo z mojih oči, če se ne spoznam na to področje, jaz njega nikoli ne bom imel kot avtoriteto na področju družboslovja, ker je svojim nastopom pokazal, da avtoriteta ni.
Ampak zdaj pa lahko ga tudi pozovemo k odstopu in tle senat verjetno ravnal zato, ker je senat, oziroma cela akademska skupnost voli dekana, ne voli samo senat, ampak okej, to je zdaj stvar te akademske skupnosti, ne, se pravi, dekana volijo študentje in profesori in pa osebje neke fakultete, ne, in oni se morajo odločiti, a tazga človeka želijo imeti za dekana, ali ga ne želijo imeti za dekana. Druga stopnja tukaj je pogledati, kaj so njegovi raziskovalni dosežki, jaz tega nisem šel gledati, ne, ampak nekdo, ki je notranje nekoherenten, nekonsistenten na področju, ki raziskuje, ne, ker on pa raziskuje na področju družboslovja. Ne. Jaz recimo raziskujem na drugem področju, govorim o družboslovju. Jaz sem lahko tle nekoherenten, kar ne pomeni, da na svoji stroki nekoherenten. Vprašanje, kakšne so njegove publikacije. Ne. Ampak sem tu hotel reči, ne, na prvo žogo mene moti, ker pol nič se ne naučimo z tega. Tukaj je Bernard zdaj razvil to misel. Ne. Jaz tak diskurs pogrešam v javnosti. In takmu diskurzu bi z zanimanjem prisluhnil in bi se potem opredelil, katerim argumentom bi dal več teže. Skratka, mene, kar je tukaj motilo ali pa kar me moti v slovenskem prostoru, so reakcije na prvo žogo z obkladanjem, ki nimajo nobenega posati, češ, se je vendarle očitno. Ne, daj povej, razvij svojo misel in s tem obogati na skupni prostor, s tem boš nekaj prispeval. Je pa zanimiva, ne, ta blazno velika koncentracija teh tako manjih političnih analitikov, ne, recimo iz fakultete za družbene vede, ne, v tej predvolilni kampanji. Ne. Tako bom rekel, nekaj 5, 6, celo 8 jih je ves čas enih in istih men krožilo v vseh teh istih medijih, ne, na neki približno isti politični liniji. Pa zdaj dekan je bil eden izmed njih. Ne. Zdaj smo na eni novi ravni. Ja, sej to... Skratka, vprašanje, angažirali so se mnogi. Ne, se v redu. Hočem reči, angažirali so se mnogi, sam recimo, če vzamemo javne, oziroma državne medije, kot je nacionalka. Gledam si RTV Slovenija, ja. Tle pa je en problem. Recimo, tale droben disput, ki ga imamo z Petrom v tej stvari, bi bil najbolj naravna tema nacionalne televizije. Ampak v širši, skratka, še z več udeleženim, ker bi lahko polemizirali in izpostavljali, osvetljevali vse te dileme. In to je bila nekoč ena izmed značilnosti nacionalke, danes se ni več. Danes je to čudo. Nacionalna televizija več ne, očitno v informativnem programu ali pa političnem, ne prenaša dialoga različnih radikalnih skrajnih pogledov. Dialog pomeni, da rabaš čas. Lele ga imamo kar nekaj, ampak ti, če moraš v neki, po minuti že voditelj ustavlja, to ni dialog. To je pa spretna advokatura, kako znaš nekaj braniti. In v bistvu bolj kot to, da se pojavljajo, kot praviš, iz recimo FDV miljeja, je ta zaprtost dvorane, mikrofonov nacionalne televizije postala zelo očibijoča. Očibijoča in tudi tisto, kar mene tukaj malo preseneča, je popolna izguba spomina. Televizija v 90-ih, takoj po padcu starega režima, je imela vseb pa vodstvo nekaj elementov slabe vesti, da se mi je zdelo, da tako kot se je ravnal ne gre. Recimo, jaz se spomnim, je bila punk afera v začetku 80-ih, pa je televizija kot z buldožerjem razglasila skupaj z še drugimi novinarji, ki so bili angažirani, punk skupine kot naci grupacije. In potem so bili ti dialogi samo enosmiselni. Nikoli ni bilo koga, ki bi zagovarjal, ali pa njih samih, da bi nastopala. Se pravi, ta skrb, da je televizija utelešala pravi pogled takrat graditve socializma, je bil pač prva vrednota pred dialogom, pred spoštovanjem nasprotnih pogledov. V 90-ih se je tudi pod tem vplivom, kot sem rekel, slabe vesti, stvar odprla. Postalo je nekako samoumevno, da moraš imeti goste tako izbrane, da so odražajo vse mogoče zorne kote. In da je to vrednota. In te so se držali tudi vedno, ko se je televizija, pač ko se je vlada zamenjala, počasi so se tudi programski sveti vedno menjavali, pa direktori, ampak obstajala je kljub vsemu ena taka mini toleranca do tega, da je vsak vedel, ok, zdaj smo pač v pasivi, zdaj smo zmagali, stvari se obrnejo, torej dopuščamo ves čas preživetje in sliko tudi nasprotnih. In to se je dejansko z Golobom pa dramatično spremenilo. Lahko, če bi šel kdo gledati čisto
poimensko, študijsko, ne gledati oddaje, kot so Odmevi, tudi kako je dnevnik postavljen. In jaz sem zadnjič, ko sem, pač mi je spet prišel prizor, ko je Golob povedal voditeljici Staričevi, da smo se dogovorili, da bomo televizijo očistili. Skupaj smo se dogovorili, Smo se skupaj. Pa je to delovalo tako malo, dobro, ok, ne gre, to je jasno, kako se to dogovarjaš, ampak nihče pa ni pomislil, ali je bil ta sestank hudiča, se najbrž je bil res. Res nek sestank z Golobom in še s kom, na katerem so se dobesedno to dogovarjali, kar je rekel Golob, ker če ne, pomeni, da je Golob lagal, a ne. In v tem primeru bi jaz dopustil, da najbrž niti ni, a ne. Če tako gledamo, je to se zgodilo torej nekaj, a ne, da je ta povezanost vodstva ta hip z eno stranko ali pa z enim premierjem oziroma z njegovim anturažem, je pa tako radikalna, kot v zgodovini še ni bilo. Ne. V zgodovini tudi, ko je nekdo pripadal, bil bližji neki opciji, ni šlo to za dominacijo enega. Ne. Če ti hočeš reči, da je bil nek sestank, kjer so bili tam neki Golob vodilni rekel. RTV-ovci in Golob in njegovi sodelavci, ki so se zmenili, Golob je rekel, da bodo očistili televizijo. Golob sam je rekel. Ja, razumem, vem, kaj Jaz je ga sam rekel. citiram. Ja, smo se zmenili, da bomo televizijo očistili. Skratka, zmenijo se lahko samo na sestanku, ne da se zmeniti, ne da se vidva telepatsko. A ne. Bi rekel, beseda zmeniti se pomeni dogovoriti se, moraš biti skupaj. To implicira, hočem reči, ta izvor ni toliko usoden, ampak dejstvo je ta hip takšno, da je, recimo, če gledam tudi tako, en problem, zelo resen nacionalke, da se obnaša v tem smislu, kot da so izvoljenci. Ne. Skratka, kar mi počnemo, vse je to najbolj demokracija idealno. Skratka, ne obstaja sploh možnost samokritike, premisleka. Meni je bilo najbolj očitno, sicer zelo banalen primer, ko niso pustili v kampanjo na televiziji Karla Erjavca. Da je na nek način komedijan, čarlatan, karkoli, ampak formalne je imel kriterije, da bi bil gost. Televizija ga torej ni povabila, oziroma ga ni hotela povabiti, in on se je pritožil na sodišče in potem so šele po dolgem času, oziroma po tožbi, oziroma protestih, so pol nekako s stisnjenimi zobmi sprejeli za televizijo, ne pa za radio. Ampak, če vzamemo, kaj je bila situacija? Situacija je bila torej ta, da je televizija določila en datum, nimam pojma, rečemo 12. Rečemo, en dan v februarju, ko si se mogel prijaviti za sodelovanje v kampanji. Volilna komisija je imela pa kakšen teden kasneje ta datum. Skratka, ti si se lahko prijavil na volitve stranko, nisi se pa mogel prijaviti na sodelovanje na nacionalni televiziji. Kaj je to pomenilo? Da so bili interna pravila nacionalne televizije so bila nad zakoni države. In zdaj teh ljudi, jaz sem osebno se pač z parimi v neki situaciji srečal iz uredniškega vrha, ja, in se mi zdaj samoumevno. Vse se ni prijavil. Skratka, njim je bilo samoumevno, da če ima televizija nek notranji predpis, da je to nad vsemi ostalimi. Skratka, in v danem hipu mislim, da je predvsem ta problem, da sploh ni nikakršnega dialoga ali pa oblike, kako bi se merili, a je to, kar počne televizija, recimo malo navijaštvo, nekorektno, neobjektivno, ker ta hip velja, vse, kar počnemo, je idealno. Tukaj se sam lahko strinjam. Edino, kar je pač vprašanje, je, recimo, zakaj se je to zgodilo zdaj, ne? Kot praviš. Ne? To je očitno Golobova era, je to prinesla. Ne? Vstop Goloba, oziroma vrnitev Goloba v politiko, pa njegova zmaga na volitvah. Ne? Če ugotavljamo, da prej tega pač ni bilo. Ne? Mislim, tako radikalno ne, bile so vedno vplivanje. Če smem, zakaj ne? Zato, ker prej je bil en zakon, ki je bil mogoče slab, ampak je bil boljši, kot je ta trenutni, v katerem Ustavno sodišče, čeprav se že cela sestava zamenjena, ne more odločiti. Ne. Namreč prej je, se pravi, ključni organ Radiotelevizije Slovenija je bil prej programski svet, ne. Zdaj je pa samo svet, prej je bil še zraven nadzorni, ampak pustimo, če gremo na neko korporativno pravo, gre za nadzorni svet. Ne.
ki skrbi, da televizija dela skladno z merili in v tem kontekstu postavlja zdaj upravo prej generalnega direktorja, torej vodstvo, in ga lahko tudi odstavi, ne, po nekih naprej predpisanih dogodkih. In prej je bil ta programski svet sestavljen tudi iz poslušalcev, gledalcev in uporabnikov vsebin MMC. Skratka, tisti, ki to plačujejo, kot je tudi v korporativnih družbah. Ne. Če sem jaz lastnik, ne vem, neke firme, imam pravico priti v nadzorni svet, da uveljavljam svojo lastninsko pravico, ker gre z mojega denarja. Ne. In tam poslušalci so lahko prišli noter. In čeprav tudi prej, dajmo biti iskreni, Radiotelevizija Slovenija je vedno visela v levo, ne, ampak vseeno je vedela, da na vsake svete čase lahko pride tudi desna vlada, ki bo pač mogoče malo zamiksala tale svet in so se vsaj malo trudili. Ne. Potem so pa to vzeli zdaj in dali NVO-jem, dali so to pod mizo, kot tudi sam trdim in zatrjuje tudi državni svet v svoji zahtevi za presojo ustavnosti, je celo v nasprotju z aktom o svobodi medijev, ki je bil sprejet šele po sprejemu tega zakona dokončno in pravi, da morajo biti vodstvene funkcije imenovane na transparenten in pregleden način. Imenovanje nekih predstavnikov, se pravi nadzornega sveta, programskega sveta, ki nadzoruje delo in imenuje upravo, znotraj NVO-jev ni niti pregledno, niti pač ni jasno, kako to poteka, ker ima vsak nek NVO tam nekje, ki niti ne vemo, od koga točno predstavlja te družbi, imenuje tam nekoga. Ampak zdaj, če se vrnemo še malo nazaj, se pravi, prva zadeva je, potem pridemo do tega, da se ne spoštuje zakon. Ker zakon o Radioteleviziji Slovenija pravi, da more celostno obveščati o političnih in vseh drugih dogodkih v državi. In tudi tukaj, ampak le imamo spet težavo, bomo imeli za sestavo Ustavnega sodišča. Trdim, Ustavno sodišče je v preteklosti presojalo zadevo RTV tudi na podlagi, če bi se lahko ukinilo RTV prispevek. In je rekel, da se to ne sme zgoditi. In oprlo se je, da ta pravica izhaja iz pravice svobode izražanja, ki je zapisana v naši ustavi, in da je javni zavod Radiotelevizija Slovenija nekako utelešenje, materializacija te pravice, ampak pazi, za vse državljane. Oni tega zdaj ne uresničujejo za tisti del državljanov, katerih mnenja niso zastopana. Se pravi, tukaj bi bilo zanimivo videti, da bo Ustavno sodišče zmoglo, tudi ko bo presojalo našo pobudo, presojati tudi ta vidik svobode izražanja. Ali bo zmoglo iti v neko analizo in pogledalo, da je nekemu delu, in to ne majhnemu delu teh državljank in državljanov, v bistvu s tem aktivizmom, ki se dogaja na Radioteleviziji Slovenija, onemogočeno uresničevanje pravice svobode izražanja, ki ne pomeni samo, da lahko ti nekaj poveš, ampak pomeni tudi pravico, da ti dobiš neko mnenje. In zdaj en del mnenja, če je sistematično cenzuriran, RTV Slovenija svoje ustavne vloge, kot jo je interpretiralo Ustavno sodišče, po mojem videnju ne uresničuje več. Če pa smem sam še malo, zakaj do vsega tega prihaja, jaz mislim, da se vse skupaj začelo v koncu prejšnjega tisočletja ali začetku tega tisočletja s Slavkom Gabrom, šolskim ministrom, ki je v šolskem sistemu rekel, učencem pripadajo pravice brez odgovornosti. In s tem se je začel najprej rušiti šolski sistem, ki je zdaj v katastrofalnem stanju, ker če imaš ti samo pravice, nimaš odgovornosti, se ti tudi potem poruši odnos učenec-učitelj in ti začne šolstvo propadati, ker pol nimaš več niti učitelji, učenci so nezadovoljni. Ampak se tu kaže še na dveh drugih področjih. In najlepše se je, kakor si rekel, ampak jaz mislim, da to ni samo posledica Golobove vlade. Golobova vlada je to samo v svoji nesposobnosti in svoji nadutosti, tudi na vodilnem rezultatu pripeljala do skrajnega. Se kaže na tem, recimo, v tem, ko govori vlada o odhajanju, da vsakršni davki koristijo državljanom. Se pravi, višji kot so davki, boljše je za državljane. Davki so kot pravica države, pozabi pa, da je tudi dolžnost države, da za te davke ponudi nek servis. Ni težava, da imamo mi visoke davke. Težava je, da recimo mi za to ne dobimo zdravnika. Spravi, po njihovi logiki, če bi bili davki 100%, bilo pa še boljš. Zakaj jih tako ne dvignejo? To je prva stvar. In druga stvar se kaže v vseh podsistemih, kjer spet pravi, tukaj pa RTV Slovenija, kjer pravi, naša pravica je pomembna. Pravica, da smo financirani in od države zahteva vedno večji RTV prispevek. 150 milijonov ni dovolj, dajte nam še 20 milijonov. Pozabi pa na njihovo dolžnost, ki je zapisana v zakonu o RTV Slovenija. Skratka, da naslavljajo, zadovoljujejo potrebe državljank in državljanov po celoviti obveščenosti. Skratka, to je po mojem vse sindrom te družbe, ki stavi na pravice, pozablja pa na dolžnosti. Ampak zdaj, če ste brali ta članek na Info 360 o tem, kako je RTV Slovenija, vodstvo RTV Slovenija zavrnilo zahtevo vlade, da podpiše
pogodbo o tistem denarju, ki naj bi ga dobila iz Urada za narodnosti, ne, dodatnem denarju, mislim, da je šlo za 10 milijonov evrov, in da se s tem zaveže, da bo ta denar namensko uporabljen. Ne? Ampak hočem povedati, no, da očitno so se ti odnosi zdaj popolnoma spredili. Ne? Ampak to je točno to, kar sem zdaj povedal. Ne? Se pravi, dejte nam denar, ker nam pripada, mi pa ne bi podpisali, kaj bomo za ta denar izvedli, ker ideja, ne, da dobiš ti prispevek RTV Slovenije, da ima v zakonu zapisano, kaj je njena javna služba. Ne? Ker potem mi plačujemo RTV za javno službo in ti moraš javno službo izvesti. Da se nek družbeni mehanizem ne postavi, da pa neki podsistem, kako praviš, postavi na tako stališče. Ne? Ja. Tle, pravzaprav izhodišče je terminološko. Temu se reče prispevek. Prispevek je drugačna beseda kot davek ali pa obvezno plačilo. Ja, ampak je obvezen prispevek. Ne? Ja. Zdaj smo pa tle, zdaj smo pa pri govorici nacizma, o kateri je Viktor Klemperer, nemški jud, napisal genialno knjigo, ki je dokazoval, da je nacizem zavladal v Nemčiji ne samo z gestapom pa z nasiljem, ampak tudi z jezikom. Ko so spreminjali pomene besed in se pozabljali na stare in je nacizem vsilil nov pomen. In oni so imeli izraz prostovoljni prispevek za nemško vojsko, ki je bil obvezen. Ampak rekel sem moj prispevek. Tam so imeli se eno cinično, da si lahko ti izbiro, ali bo 12% plače, ali bo 18% plače. Ampak hočem reči, ko ti enemu terminu ga prekvalificiraš v obveznega, prisilnega, potem si tle tudi onemogočil njegovo bivanje. V čem je zdaj tisto dragocenost prispevka? Prispevek pomeni, da sem jaz v nekem odnosu s televizijo. Jaz dam prispevek zato, da recimo gledam odlično, objektivno, profesionalno televizijo. Da smo nazorni. Recimo, ko se zgodi kakšno nasilje nad državljanom. Recimo, direktorci prvi dami 8. marca je televizija poročala, da je nekdo na hrulu, pa še z ramo, bi rekel, ostro, mačistično, skoraj, bi rekel, poškodoval. In to je bil prispevek. Okay. Če vzamemo, da je to kriterij, se mi zdi se čisto dragocen. Zakaj bi molčali o nasiljih, ki se dogajajo civilistom? Ko se je torej v Ljubljani Jankovićeva ta gradbena ekipa končala traso kanala C0, so varnostniki premlatili, stovkali nekaj kmetov. V tem je recimo javil MMC, korektan je, pač nisem si posebej poglobil, ampak je predstavil isti dan. O samem dogodku so javljali 4 dni kasneje. Se pravi, imel si Planet TV, ki je zasebna institucija, isti dan javlja, skr obširno, državna, ki je plačana iz tega prispevka, javi čez 4 dni in še to, zakaj čez 4 dni, ker je bila takrat ravno tiskovna konferenca župana, pa je on nekaj stavkov, pa so iz tega zlepili skupno zgodbo. Zdaj, če se vprašamo, a je to kriterij, po katerem, konsistentni kriterij, po katerem dela nacionalka. Imamo torej primer 8. marca, nekega nasilja in imamo primer drugega nasilja. Da ti izbiraš, katere manifestacije nasilja boš o njih poročal, o katerih ne. Recimo. Ali pa, ko imamo primere teh demonstracij dejansko spet za ta kanal, kjer je usodana, gre za našo vodo. Ne. In nacionalka o tem ne poroča. Televizija ne poroča. Kaj naredi STA, državna informativna se pravi služba, je imela, to sem sledil, mesece je poročala v zadnjem odstavku poročila o seji mestnega sveta. Najprej so bile demonstracije, o teh ni poročala, pa se pa zgodil mestni svet, na katerem poročajo pod naslovom iz mestnega sveta, zadnji stavek je bil pa, da so bile demonstracije. In nekaj mesecev so stvar poenostavili tako, da so isti stavek vsakič prepisovali iz prejšnjega protesta. Zdaj, če se to vprašamo, a je to
žurnalizem. Profesionalni. To pač ni. To je v bistvu propaganda oziroma strategija, kako dogodke narediti manj pomembne, kadar se ti zdi, da politični struji, ki ti je blizu, škodujejo. In zdaj na nacionalni televiziji bi seveda bilo, da bi bila kraj, kjer bi lahko ti ne samo protestiral, ampak kraj, imamo zdaj neko varuhe gledalčevih pravic, kar je ena bolj očitno nesmiselnih funkcij, ki je samo sinekura. Namreč jaz se skoraj ne pomnim, da bi kdaj kakšna usodna beseda prišla iz ust varuha. Kakšne reakcije so na kakšne tako malo bolj odmevne zgodbe, no, včasih. Ampak, ja. Da bi bilo, oziroma da bi varuh se boril posebej za pravico nekoga ali pa nekega glasu, da se pojavi, tega se ne spomnim. Očitno, ne, pa vzamo tako, ta služba ne deluje, ne smisel je. Tudi konec koncev ne moreš biti podzaposlen, nižji rang v službi in boš ti veljal za kako bi rekel, nadzornika vseh svojih kolegov in šefov. Nekako je protislovno. To se pa sinekuje so bile za določene ljudi tam. Ja. Definitivno. Vlado Ambrožič. Vlado Ambrožič bil je prvi, on je celo neke geste imel, kdaj je oponiral, kdaj se je trudil. Skratka. On je bil celo izmed vseh še najbolj simpatičen, ampak to ni. Tudi njegova funkcija bila bolj obstranska. Hočem reči, televizija bi lahko imela oddajo, v kateri bi se prej izpraševali o delovanju, se pravi te objektivne televizije. In meni bo zdaj zanimivo. Nacionalka je bila navdušena, kot tudi del medijev, nad zmago Madžarja nad Orbanom. Dokler ni rekel, da bo ukinil njihovo nacionalko. No, ampak mene bi pa dejansko zanimalo poročanje, kaj se bo dogajalo na Madžarskem. Zdaj bi lahko rekli, Golob se je pohvalil, da ga je vabil na obisk, takoj, ko mu je čestitev. Torej, prvo naravno bi bilo, da Madžar prevzame samo Golobov zakon. To je najboljši. Očitno tega ne bo. In z tega stališča bo zanimivo, kako se bodo Madžari lotili problema tovrstnega, kako bi rekel, tovrstne biti nacionalnih medijev, mislim, državnih medijev. Namreč, ko je medij zaseben, ima to svobodo. Ima svobodo, odvisen od svojih bralcev, gledalcev, reklam in ima svobodo v tem smislu, a je pristranski, a ni pristranski, se odloča, kire dogodke bo osvetljeval, kire ne. Če je medij plačevan, obvezno, z obveznimi prispevki, se je bilo podobno samo prispevkom nekoč, ki je bil obvezen, si se gotovo še spomniš, pa se mu rekel samo prispevek. Bolj manj. No, ampak hočem reči, da to je vprašanje. To je dejansko vprašanje, kako, tle moraš biti strikten, po katerih kriterijih se boš odločil, kaj so dogodki in mora biti to formalno. Če imaš demonstracije, pa tam 100 ljudi, moraš o tem poročati, ne glede, oni to utemeljujejo za uredniško presojo. To ne more biti uredniška presoja. Samostojni, neodvisni in tako dalje. To je tako, kakor v partijskem času, ko so bile na Kosovo demonstracije, pa je Dolanc odločil, da se o tem pač ne bo presojal, pa se uredniški odbor se strinjal. Samo zdaj moje vprašanje je, a se bo zdaj nekateri indici so, da bi se lahko zdaj nekaj pa zgodili. Tukaj imamo pobudo Stefanoviča oziroma Resnice za referendum o ukinitvi plačevanja tega prispevka, o katerem je zdaj govoril Bernard. Nastaja nova, recimo desno-sredinska vlada, zdaj po nekaterih teh recimo izjavah, zdaj pač odhajajoče ministrice za kulturo Aste Vrečko bi lahko sklepali, da bo RTV spet postala neko težišče političnega boja, ali pa ideoloških spopadov med levo pa desno stranjo. Vidimo, da v Nemčiji so nekateri gledalci začeli tožiti, njihovo RTV, pa bili celo na sodišču uspešni. A se bo zdaj kaj, bom rekel, tako, ko bi rekel Peter, zgodilo? Ne, nič se ne bo zgodilo. Če sam smem, prvo ena pripomba, razlika med davki in prispevki, jaz mislim, da je ustrezen termin prispevek. Davki so tisto, kar gre v državni proračun. Prispevki so tisto, kar gre v posebno blagajno. Socialni prispevek polni našo pokojninsko blagajno. Zdravstveni polni zdravstveno blagajno,
prispevek za samal. Ampak zato, da dobiš, ampak tukaj se pa pol naprej vse strinjam s tabo, da dobiš, se pravi, prispevek je nekaj, kar je namensko, da dobiš namensko storitev. Ne. In v tem kontekstu, ne, se pravi, prispevek RTV gre v posebno blagajno, ki je pač proračun RTV-ja, za kar jaz kot plačnik prispevka moram dobiti storitev, ne ki jo jaz zahtevam, ker je to zdaj na ravni države in tu prisilno, ampak ki jo zahteva zakon. In težava je, da oni tudi zakona ne spoštujejo. Ne. Potem, točno to je, potem ta prispevek ni prispevek, je v tem primeru davek. Ok, pač, lej, tudi ko dobiš plačo, so najprej prispevki, se reče prav prispevki, potem je dohodnina, ampak se pustimo to. No. Kljub vsemu je pomembno. Tam, ker imamo prispevk, imaš ti pravice. Če jaz plačujem zdravstveni prispevek, imam pravico do servisa zdravniškega. Vsega. In če te pravice torej nimam, potem jaz temu ne bom več rekel prispevek. Zdaj, če sam smem, pač težava je zdaj v tem, ne, da vsaka vlada... Rekel si, da se ne bo nič zgodilo. Ja, tu zdaj hočem na to prijeti. Ne. Na tvoje vprašanje se bo kaj zgodilo. Težava pri nas je v tem, da vsaka vlada najprej hrani svoje volivce. Ne. In zdaj, kar bodo naredili s tem, se pravi, nič se ne bo zgodilo. Ne. Obstaja sicer desna večina, ki lahko sprejme zakon o ukinitvi RTV prispevka in napovedujem, da bo čisto drugače. Ne. Že pri nas so bili hitri, tu bo šli na ustavno sodišče. Ti pričakuješ tak zakon, kako? Zdaj ne vem, obljubili so ga. Ne. Zdaj, sicer imamo koalicijo, ki je pojedla veliko obljub, ne bi rekel, da pojedla tudi to, pri čemer, če bi to pojedla, bi umaknili ideološko temo, ki je sicer pomembno reči RTV. Ne. V tej državi je treba reči kaj drugega in če filaš narod z ideološko temo, s katero pa problem je v tem, da s tem ne bodo dosegli ničesar. Zakaj? Če bodo sprejeli zakon o ukinitvi RTV prispevka, jaz napovedujem v roku... Kaj na podlagi referenduma ali kako? Referendum je itak brez veze, če imajo posvetovalni referendum, ne? Ja. Ni obvezujoč. Se pravi, spet zastrupljaš ali pa daješ ideološko temo v javnost, namesto da bi se recimo soočali z izzivi, kjer je Slovenija, ne, kjer je bila prevelika poraba proračuna, to je prvič, in drugič smo v resnih geopolitičnih razmerah. Peter, ti imaš novinarski kolektiv RTV Slovenija, recimo, ki je recimo molčala o tem, ki je zdaj ves čas molčala o tem, recimo o stanju javnih financ in podobne stvari. Moje vprašanje je, zakaj bi šel početi nekaj, s čimer ne boš dosegel ničesar. Namreč, recimo, da oni sprejmejo zakon o ukinitvi prispevka, ne, kar bi bila lahko rešitev, da se izvede nek grški scenar z RTV Slovenije, kar po mojem edina rešitev. Ne. Ampak kaj se bo zgodilo? Napovem takoj, ne rabiš biti pameten. V roku enega tedna bo prišlo začasno zadržanje z ustavnega sodišča. V roku enega tedna. Skratka, ta zakon, ki bo odprl veliko prahu, ne, bo začasno zadržan in bo na ustavnem sodišču spoznan za protiustavnega, ker temu ustavno sodišče se je že izreklo. Ne. Se pravi, in potem ne, bo odprlo spet diskurs na ravni diskurza glede Uhana, ne ta, za ko so ga imeli midva danes, ne, ampak z obmetavanjem, kjer bomo spet tej državi se obmetavali, da so oni levi ali so desni, ne, da so pristranski, kar je lahko vse res. Ampak politiko, jaz pričakujem, ker jo tudi plačujemo, tudi politiko plačujemo, ne, pričakujem, da bo naslavljala tiste težave, ki so resne in ki so uresničljive, ali vsaj na način, ki je uresničljiv. Jaz se strinjam, da je tudi RTV težava resna, ampak na način, kot so se letili, ni uresničljiva in to se vnaprej ve in to vsi ti politiki vnaprej vejo. Ne? In gre za predstavo za javnost in jaz si počasi želim politike, ki bo delala nekaj, kar ni zgolj predstava za javnost. In to bo samo predstava za javnost, napovedujem, nič se ne bo zgodilo. Ok, ampak se pravi, kaj, potem se preprosto je RTV neka stvar, ki se pač ne moramo sploh lotiti, kako? Ne, tega nisem rekel. Ne. To je neka stvar, kjer je treba z nekim tehtnim premislekom pogledati, ne, kako do tega prideti, ne, kaj je že ustavno sodišče reklo in mogoče res, to, kar sem tudi videl, ker si ti retweetal na X-u, ne, kar je bilo v Nemčiji, da se omogoči tožba državljanov, da gre to čez sodno vejo oblasti. Zelo težko, ne, pa bo desna vlada, ne, ki pravi pravosodju krivosodje, ne, se zanašala na to pravosodje. In tukaj zdaj mi trčemo v težavo. Ne. Oni bodo šli in pokazali svojo moč, ne, dali svojo obljubo volivcem, kot jo je dal tudi Robert Golob. Ne. Pričemer je on imel na svoji strani bolj ustavno sodišče, ne, ki ni odločalo skladno z ustavo, ampak skladno z politično pristranskostjo. Robert Golob je enako šel na volitve, rekel prvo o čisti RTV janšizma, sprejel je zakon, ki je identičen zakonu, ki ga je sprejel Orban. Ne. In ustavno sodišče najprej je dalo začasno zdržanje in potem po pritisku politike, po obljubi nekih služb, ne vem, ti si o tem pisal, koliko to drži, ne,
je potem to začasno zadržanje brez argumenta, brez drugega pravnega varstva preprosto odpravilo, to umaknilo z mize, reklo, o tem bo odločala nova sestava Ustavnega sodišča, zdaj je nova sestava Ustavnega sodišča in ni odločila še nič. In tam bo pač drugače. Skratka, hočem samo tu povedati, jaz od politike pričakujem tudi neki modrosti, čeprav od slovenske politike te modrosti več ne pričakujem, ker je ti se ne bi lotil reševanja RTV-ja? Ne, tega nisem rekel. Jaz bi se lotil reševanja RTV-ja, ampak zagotovo ne ad hoc, z ukinitvijo RTV prispevka, ker to ne more uspeti. Ker boš v enem tednu dobil začasno odredbo Ustavnega sodišča in ne boš naredil ničesar. Ne, jaz mislim, da v tem primeru moja poanta glede spornosti realizacije pojma prispevk ni bila v tem, da ga bi bilo treba spremeniti v davek oziroma ga ukiniti. Moja je bila samo ta, da zaveza nacionalke do publike in do načel je pomembna in ta hip je praktično nekaj dost. In v tem smislu je zelo na dlani ena čudovita pragmatična pot. Počakati, kakšen zakon oziroma kakšno formulacijo odnosa oziroma konstitucije nacionalne televizije bo izpeljala madžarski premier Madžar. Skratka, velja si pogledati, dejansko o teh varovalkah tudi kako meriti, a je televizija zdaj objektivna, korektna, lahko vidimo po izbiri gostov in podobno. Skratka, v tem smislu z nekim zakonom unblock ne priješ nikamor. Ker druga pot, ki je vedno dragocena, je to menjava, vsake toliko časa se zamenja vodstvo, druga politika pride drugo vodstvo, to je vedno dragoceno kot pri vsaki stvari. Ampak to sta dva momenta. Eno je pač nekoč pride ta menjava, drugo je pa dejansko poantirati in vzpostavljati bodisi stališča medijev ali pa civilnih pritiskov dejansko k oblikovanju kriterijev, po katerih bi lahko meril, kaj počne nacionalka. Zdaj jih pač ni. Zato, ker ta, ki bo očital karkoli, ga takoj imajo kot, to je janšista, z njim se ne pogovarjamo. Je pa stvar ni enostavna. To ni stvar, ki jo preseka z eno potezo. Ne vem, kako se bo lotil Madžar, ampak recimo, da bi se lotil drastično, pa bi šel recimo v neko vrsto ukinitev, recimo madžarske televizije. Pa nas se da, ustanovitelj pač ima pravico poslati v stečaj ali pa kakokoli prenehati z delovanjem zavoda. Glede na ustavno-sodno prakso te pravice nima. Samo pri RTV-ju. Ja, za RTV se je že izreklo in po mojem za STA ne vem kako je, ampak pri RTV-ju... Samo bojiš v teh medijskih državnih družbah. Ne, jaz sem šel prav gledati, odločba obstaja, iz katerega leta Ustavnega sodišča sem šel poiskat in tam je Ustavno sodišče zavarovalo položaj RTV Slovenija na podlagi ustavnega določila, da je zagotovljena svoboda izražanja. In na podlagi tega je reklo, še celo več, tudi če bi oni hoteli zdaj tukaj... To se pravi, če ni RTV-ja, ni svobode izražanja. Tako je reklo Ustavno sodišče. Zdaj pustimo se mi strinjamo, se ne strinjamo. To je mehanizem, ki ti lahko blokira politično odločitev. Se pravi, to je politična realnost, na katero kot politik, ko prevzameš vlado, moraš računati. In če na to ne računaš, si bodisi butast, če pa na to računa, si samo provokator in nisi državotvoren. In sam to bi rekel, tudi premik prispevka v proračun, ker bi šlo potem na davek, bi znalo, ko sem šel gledati to odločbo, Ustavno sodišče problematizirati, ker je reklo, da zahteva od politike neodvisno financiranje. In bi znalo interpretirati da to dajo državljani, se pravi, po avtomatizmu je to neodvisno, ker če daš iz proračuna, potem se lahko zgodi to, kar se je zgodilo v tretji Janševi vladi za STA-jem, da neke pogodbe ne podpišeš in ne daš denarja. Skratka, jaz ne trdim, da je to prav. Samo trdim, da je to naša politična realnost. Mi smo v zaklenjeni realnosti tukaj, kjer se moramo rešiti s skalpelom. Sicer bomo samo odpirali neskončne debate, snemali neskončne podcaste, ampak država bo pa nazadovala. In nazadujemo v primerjavi s Hrvaško, zdaj na Madžarskem je zavel nov veter, bomo še Madžarskem sprehitela in potem zadnji na ugasne luč, to je potem rešitev. Je pa zanimiva ta zaklenjenost, ne? Ja, zelo zanimiva je, ampak tudi verjetno je posledica tega, da je naša politika, tudi predvsem desna, ker je imela s tem težavo, teh zadev se reševala z krampom in lopato. Se pravi, vsaka napačna odločitev... Ni desna politika zaklenila. Ne, ampak pazi, jaz sem vedno, že ko smo šli na šolstvo, takrat so nas zelo opozarjali, ne gremo dati noter pritožbe, zato ker težave v temu. Če greš ti se slabo pripravljeno pritožbo na Ustavno sodišče,
zacementiraš sodno prakso sebi v škodo. Ne. Skratka, ene stvari, ki so res pomembne in kjer kontinuiteta zaradi naše polpretekle zgodovine drži vzvode oblasti v rokah, če greš ti delati ad hoc, ne, jim daš še več argumentov, da neko ideološko ustavno sodišče procesiraš več argumentov in zadevo še bolj zaklene. Skratka, tukaj neki modrosti pač manjka. To jaz tako vidim. Ne. Ja, ampak tle sta vsem ti dve nijansi. Eno je to, ko vidva implicirate, izpeljujete case nekoč Grčije, zdaj potencialno morda Madžarske, blokade nacionalke. Druga je pa pravila. Ne? Neka pravila ima tudi BBC, konec koncev BBC-ju se je zgodilo, da se je upravičil Trumpu oziroma mu plačuje odškodnino, zato ker je pač zmanipuliral posnetke, ki pač jih tam v tistem času ni bilo. Ne. Skratka, da obstajajo torej kriteriji. Kriteriji in dejansko upeljava kriterijev, po katerih bi bilo, veste, zakaj to zdaj ti kriteriji so pomembni. Konec koncev, kdaj je oblastniku zelo neugodno, ko ga dobiš? Ljudsko se reče s spuščenimi hlačami, ampak tam z zgrešeno držo. In zdaj, če jim pokažeš, kako so koncipirani poročila, kako so koncipirane izbira gostov, če to protestiraš ves čas, to daješ na kraj pozornosti javnosti, se vplivaš tudi na drugega, ker mu postane lahko malo nerodno, neugodno, zato ker osebno predstavlja se kot branik demokracije. In zato se meni zdi v tem hipu veliko bolj dragoceno te drobne poteze, s katerimi pač obelodanjaš to stanje, je pa res še nekaj, da se je najbolj zgodil v slovenskem žurnalizmu en precej unikatni primer. Na ta hip se zdi, da je nacionalka daleč najbolj plačani medijski kraj. Ki imaš čist dokaze, do zdaj so ljudje z nacionalke odhajali za zasebne medije, zdaj že iz Pop TV-ja rekrutirajo svoje nove sodelavce. Ne. Skratka, to je pa zdaj en drug problem, ki je pa se v žurnalizmu pa bolj manj tajna, kakšni so zaslužki novinarjev po različnih medijih. Predvsem so tukaj bolj varni zaslužki. Recimo, ja, ne samo, da so varni. Razumem, mogoče na nekaterih delovnih mestih so celo malo boljši, kot kakšni drugih zasebnih podjetij, ampak to me vse malo državljana me malo skrbi, ne, to, da v principu se znajdeš v situaciji, ko ne moreš v bistvu nič narediti. Ne. Ker se po tej logiki, ki je zdaj, oziroma ki si jo ti razlagal, pa ki jo je zdaj pač, recimo, opozoril Bernard, da bi lahko šlo recimo na neko tako postopno opozarjanje na kršenje nekih pravil, ne, tudi to bi lahko bile v bistvu ad hoc akcije. Ne. Se bolj ne moš v bistvu nič reči. Prva stvar za take dramatične spremembe je, da rabiš dovolj veliko večino. Ne. V tem kontekstu je imel Janša v predvolilnem boju v času prav, ko je rekel, da rabi ustavno večino. Tako ima Mađar, recimo. Seveda, zdaj mi primerjamo, kaj bo naredila Madžarska s tem. To ni primerljivo s Slovenijo. Ne. On ima tam več kot dvotretjinsko večino parlamenta. Pa imaš tudi ti veliko legitimnost v javnosti. Ne. Veš, tudi zakaj je Golob lahko tako mesaro po vseh sistemih? Ne. Ker je bil na krilih volilnega rezultata. Ne. Zakaj je lahko Trump počel, kar je hotel? Ne. Oni so dobili Vox Populi po ne vem kolikih letih je dobili republikanci v Ameriki. Ne? Skratka, tudi rabiš time tudi to javno, se pravi, to navzven legitimnost, ki jo dobiš na volitvah z izjemnim rezultatom. In potem imaš tudi to moč, ne? Ki pa žal vedno potem gre mogoče v napačno smer. Ampak kakorkoli, skratka, za resne spremembe, ne, z manjšinsko vlado, se pač takih stvari, ne, ki so tako zaklenjene, ne boš rešil. RTV se zdaj v bistvu ta desna vlada nova ne bi smela dotakniti roko. Jaz mislim, razen če ima neko drugo idejo, s to idejo, če se bodo dotaknili, podujem sledeče, da bodo stanje... S to Stefanovićevo idejo zdaj. Če bodo šli ali v referendum, ali sprejemati zakon, dobili bodo začasno odredbo ustavnega sodišča in ne bodo naredili ničesar, naredili bodo pa samo to, da stanje, ki je katastrofalno, ga bodo še bolj zacementirali, ne? In bodo še v porok še več dobili. Skratka, težka situacija tukaj, zato pač pravim, ne? Bitke si mora znati zbirati, ker v življenju imaš omejeno, vlada ima 4 leta časa in si mora zbrati bitke, ki so pomembne in ki jih lahko zmagaš. To je pač moje videnje politike. Ne? Zdaj pa pač oni bodo imeli pa svojega. Ne? No, res je še nekaj. Ne? Zdaj predpostavljamo, da je akter vlada, parlament. Konec koncev
so te, ki plačujejo prispevke, državljani. Zdaj gre tudi vprašanje, za angažiranje državljanov, najde tudi oblike, kako bi rekel, zahtev. Recimo, tebi je uspel neverjeten korak takrat pri šolstvu, pri financiranju zasebnih šol, osnovnih, če se prav spomnim. Jaz sem ne na tak način. Ne, ampak kaj to pomeni? Ti rabaš premišljeno, organizirano, sistematično delovanje, ki ima za fokus, in to ne, da ga upravljajo stranke. To lahko počnejo tudi individualci. In to so bitke, ki jih sicer ne vidiš na velikih zaslonih, ampak spreminjajo počas mišljenja. Spreminjajo miselne okvire, da stvari, ki se nam zdijo samoumevne, potem pač več niso. In zdaj značilnost ravno TV Dnevnika je, da naredi neke stvari kot samoumevne. Takrat smo imeli veleizdajo z Black Cubom, pa se pa izkaže, koliko je mesec pa pol nobene obtožnice za veleizdajo tožilca nikjer nič ni. Ampak v tistem hipu so to predstavili kot dogodek, ki je onkraj vseh dimenzij razmišljanja. Ne glede, kaj si misliš v politiki, v tem hipu moraš reči, da je izdajalec. In recimo Dnevnik lahko to naredi v veliki meri, za enkrat. Ampak res pa je, da s tem, ko se pojavljajo tekmeci druge televizije, je vprašanje, a bo ta položaj nacionalke, a ga ne bo sama konkurenca pravzaprav lahko presegla. Je pa zanimivo, da tretja Janševa vlada je bila ves čas pod pritiskom Bruslja, čim se je pač nekaj poskušala malo dotakniti tega RTV-ja. Recimo zdaj Madžar, po zmagi, je napovedal, da bo ukinil, citiram, tovarno laži in Bruslj je popolnoma tiho. Ja, kot sem jaz dobil iz diplomatskih krogov, zakaj je bila pod pritiskom Bruslja? Ker se je pač Janša preveč takrat zbližal z Orbanom. In pač Bruselj je bil na Orbana občutljiv. In zaradi tega, se pravi, cela država je kasirala to, da je Bruselj videl, da se on preveč približal Orbanu. Vsi smo bili žrtve tega. In Madžar seveda ne bo, ker Madžar, in jaz sem to tudi doživel, jaz sem bil predsednik programskega sveta, ki sem sodeloval z komisijo, ki pripravlja poročilo o pravni državi, in noben dokument, ki sem ga dostavil, ni bil noter, ker sem bil prepoznan kot janšist. Skratka, mi smo plačevali ceno tega, da je takrat, ne vem iz kakšnih interesov, verjetno tudi ekonomskih, se Janša preveč zbližal z Orbanom. In tukaj je cela država plačevala ceno. Se pravi, Madžar lahko... Ja, seveda, on je oponent Orbana, on je premagal Orbana. On je obrnil, pa tu zdaj ni primer Janša. Janša je bil vedno proevropski, ampak on je obrnil, se pravi, Madžarsko proti Evropi, in ko je on zmagal, so zdaj lahko odobrili tudi posojilo oziroma to pomoč Ukrajini. No in s tem tudi dobi mandat, da recimo lahko pač... Ja, pač žal svet je dvoličen, ampak na vse te vidike, če hočeš nekaj urediti, moraš pač gledati. Ja, recimo, meni tole je zabavno, če človek pogleda Madžarsko. Orban je ustavil posojilo Ukrajini, zato ker je Ukrajina ustavila dostop po naftovodu na Madžarsko. In čim pride Madžar, čudežno popravijo naftovod in stvari delujejo. Tako da tle je imela tudi Zelenski svojo vlogo, če bi govorila o vmešavanju druge politike v rezultat madžarskih volitev. Tudi tisto, kar je meni zanimivo, na kaj po moje je definitivno padel Orban, ko so razkrili prisluhe pogovora njegovega zunanjega ministra z ruskim, kjer se dobesedno po besedah izkazal kot lakaj. Ampak zdaj se vprašamo, tisti posnetki so stari 2 leti. Zdaj in tudi snemanje posnetkov najvišjih državnih voditeljev je najbrž pa stvar high-tech špionske službe, in zdaj je bilo tudi tisti, ki je to posnel, ki je to imel, katerakoli pač velika... Nihče ne problematizira, kdo je to posnel. Pa nas je problematizira. Ampak je bilo evidentno, da je nekdo posnel in da je to obrnil. Če smem samo še eno stvar na prejšnje tvojo, ki si govoril glede RTV, da postaja nerelevantna, in mislim, da v tej situaciji bi bilo najbolj, da se z RTV sploh ne ukvarja. Ker se ga potem pustilo njegovo nerelevantnost. Če se bo pa ljudi dražilo, mi smo že imeli referendum takrat o RTV-ju,
o novem RTV zakonu in ga je desnica takrat izgubila. Skratka, imaš dva pristopa, ne? Ampak en hrani tvoj politični ego in tvoje volilno telo in ti omogoča, da ostaješ hegemon enega političnega pola, čeprav nikoli ne moreš nič spremeniti. Ne? Drugi je pa taktičen. Ne? Ti si meni rekel za šolstvo, da smo, ne sam jaz, da smo vsi skupaj uspeli. Ne? Uspeli smo zato, ker smo se odločili za tiho, ustrajno, dolgotrajno, 7 let je trajalo. 7 let. Vmes smo celo uspeli na nek način, ne bom javno govoril, kako preprečiti, da bi Cerarjeva vlada, ne, spremenila ustavo. Ker Cerarjeva vlada, meni je rekel Brglez, predsednik državnega zbora, poklical na sestanek in mi je rekel, iz oči je rekel, ustavo je težko spremeniti, ampak mi imamo dvotretjinsko večino. In mi smo potem na ustavni komisiji uspeli to blokirati. Skratka, velike stvari lahko narediš, ampak ne. Če pa delaš ti politični populizem zato, da bilde svojo politično figuro in gradiš svojo politično religioznost, potem pač imaš politično religioznost do perfekcije. Nimaš pa urejene države. Ne? Niti v tistih malih stvareh, kjer bi češ Ivankino uho, lahko stvari spelo. Ja, tle se zelo strinjam in to bi bila možnost za zasebne televizije, da počnejo to, kar bi mogla nacionalka, pa ne. Prva stvar je že imeti oddaje, pogovorne, misleče, kjer imaš med sabo serijo ljudi in tudi nekaj antagonistov. Mi da samo malo antagonista, ampak nisa pa totalna. Hočem reči, to bi bil en dober veter tudi v... Zdaj se bo zanimiva zgodba. Zdaj, običajno, ko se pač zamenja vlada, se zamenjajo, bom rekel, kadrovsko, ne, cele ekipe in tako dalje. In to se bo zdaj verjetno spet zgodilo. Ne. Edin RTV bo ostala pač takšna, kot je, ne, ja, če te pa razumem. In še bolj zabetonirana. Ne. Ja. In če bodo pa še... Govorim pač v informativne programe. Če pa smem pa to povedati, ne, če bodo pa preveč gonili ideološke teme, ne, bo po tej vladi, ne, se zgodilo to, kar se je zgodilo po Bajukovi vladi. Ne. Se pravi, ali to, kar se je zgodilo takrat s Cerarjem, sam Cerar je tako močno zmagal, ker je bil Janša zaprt, ne. Tam je dejansko bila opozicija onemogočena, ker so jim liderja zaprli. Ne. In bo prišla nova leva vlada za ustavno večino, ne, ki bo počistila bistveno temeljite, kot je Robert Golob. In zato jaz vedno opozarjam, paste, kaj počnete. Ljudje so veseli, da bomo dobili desno vlado. Ne. Tudi sam mi je to bližje. Ampak če bo delala ta vlada neumnosti, ne, in kaže se, da bo šla v te ideološke neumnosti, nam ta 4 leta, ki bo sprejela neke spremembe, koliko jih bo lahko sprejela, ne bodo koristili, če potem pride neka še slabša vlada od Golobove za ustavno večino, ne, in vse to poradira še globlje, ne, potem nismo dosegli ničesar. Ne. In tukaj gre moja zamera recimo Anžetu Logarju, ne, ki je obljubil, da ne bo šel z nekom brez leve stranke, ker je to, po mojem mnenju, to sem s to idejo tudi podprl, utemeljil s tem, da bi še en leve strani podprl neke spremembe, zagotavlja to trajnost preko obdobja ene vlade. Ne. To je tisto, kar ta država potrebuje. Dolgoročno, stabilnost preko obdobja ene vlade. Ja, kaj bi recimo zdaj konkretno lahko naredil, pa mogo narediti Anže Logar v tej situaciji? V tej situaciji edino, če hoče držati obljubo, da gre v opozicijo. Ne. Nima druge. Da gre v opozicijo. Tako je. On je rekel, da ne bo dal ne za enega, ne z drugega glasov, ne, v tisto vlado ne more iti, ne, ker je tudi ni kompatibilna z njim, pač zarekel se je. Ne. Ampak če beseda, ki šteje, ima izbiro. Ne. Ker on je to celo napovedal. Njega so novinarji vprašali, kaj pa, če ne boš v opoziciji, če ne boste v opoziciji. On je rekel, potem bomo pa naredili vse, da najdete skupni jezik tista dva, ki sta zmagala. Tu pomeni, greš v opozicijo in naj se ona dva, kot veste in znata, kradata si poslance, kar želita naj počneta. Tebe pri tej igri ni, ne. Potem si ti odigral tisto vlogo, za katero si prišel. Sicer si pač prišel do nekih glasov, sem prevaral. Ne. Ja, stvar je tle zelo enostavna. Če nišče iz leve skupine strank noče v tako ali pa podobno vlado, potem je to nemogoče narediti to vrstno. Je pa res, da druga možnost je, in jaz mislim, da niti ni slaba, oziroma da je strukturno ali pa glede zavez zelo dobra, nove volitve. Ti greš v opozicijo. Ne? Zdaj, a so nove volitve odvisne, niso od tebe odvisne samo, ne? Ker lahko imaš pol manjšinsko, se pravi, ti oddela svojo zgodovinsko priložnost. Zdaj, mislim, pač meniš, da bi recimo zdaj Logar pač mogel reči, odhajam v opozicijo. Tako je, se pravi, nismo uspeli sestaviti vlade, kot sem si zamislil, ne? Jaz sem rekel, ne bom dal, on je rekel takole, v zadnjem soočenju rekel, naši poslanci ne bodo podprli za mandatarja, ne Janeza Janše, ne Roberta Goloba, ker sta oba že imela svojo priložnost in je nista izkoristila. Ne? Potem je tudi rekel, ne bomo šli v vlado, kjer ne bo še ene stranke z nasprotnega pola, ni rekel levega nasprotnega, zaradi tega, da bo to zaveza celotne Slovenije, vsaj simbolna za neke spremembe, ki moramo sprejeti.
In potem je še rekel, če to ne bo mogoče, bomo omogočili, ni rekel še opozicija, bomo omogočili, da se ta dva sama zmenta. Ne? In edina možnost, ki ima, je rekel, so ga vprašali nekje ali podcastih, to lahko najdem, te izjave sem, vse izjave sem pred volilnim časom vse poslušal. Zelo preprosto, če je on v opoziciji, potem ne moreš postaviti nobene vlade. Ni res, relativno večino rabiš. 24 poslancev teoretično lahko izvoli mandatarja. 24 poslancev. Za vlado pa sploh ne rabiš absolutne večine. Rabiš, se pravi, Šarec je bil izvoljen 45 proti 34. Skratka, v tretjem krogu rabiš med sklepčnost državnega zbora, kar je 46 poslancev, se pravi, če obstruira več kot 46, to ni veljavno, in od tega rabiš imeti relativno večino, kar je 24. Če prav računam, 23 polovica, 24. Teoretično. Ja, razumem. Ampak pomaš pač, ampak glej, Bernard, greš pa pač na predčasne volitve, vse vseeno. Izpolnil si svojo obljubo in tvoja beseda nekaj šteje. In če si rekel, smo na začetku nečesa velikega, prinašamo novo politiko, potem je osnova je to, da tisto, na čemer si dobil rezultat ali pa saj gradil svoj rezultat, cel svoj politični etos, smisel svoje eksistence si gradil na tem, da se tega držiš. In v tej situaciji ne more nihče reči, da to ni nemogoče. Je mogoče. Rečeš, v tem primeru se umakne opozicijo. No to, da bi 24 poslancev izvolilo mandatarja v tem govorim praktično nemogoče. Če ima Levica 40 poslancev, jih ne moreš tam 20 priglasiti. Če 50-47 je že konc zgodbe. No, bojo pa pač levega mandatarja, ki bo šibek. Bojo pač levega mandatarja. Jaz si tako mislim, da zdaj katerakoli desna vlada ne bo ponovila Bajukovo zgodbo, samo da bo trajala pa 4 leta. Tu sem prepričan. Ta vlada bo, se pravi vlada, ki je zdaj že sestavljena, tako kot sem rekel, jaz še zmeraj od tega ne odstopam, rekel sem to za Pop TV, bo zdržala ali pa zelo blizu 4 let, ker bo stabilna vlada. Stevanović je zadovoljen s tem, da ima svoje mesto predsednika državnega zbora, z njim rabijo, kot sem že povedal, samo sporazum, on ne bo podprl. In tudi že zdaj v intervjuju, mislim, da včeraj bil Preslako, je tudi rekel, da podprli bojo, ker podprli, drugega pa ne bodo podprli. Ni pa rekel, bomo nasprotovali, žal ga Slak ni vprašal, a boste proti. Če on nikoli ni proti, ima desna koalicija 43 glasov proti 40, tudi če bi šla manjšinca še na levo stran, da je za kakšne stvari, je to 43 proti 42, je to relativna večina. Edino težava je veto državnega sveta, ki je trenutno desen in se nič ne obeta, potem so pa sam še imenovani ustavnih sodnikov, ampak ta so itak v večini že imenovano oziroma tam pač iščeš konsens. Skratka, tako kot je rekel Drnovšek, 46 glasov rabiš samo enkrat, v resnici jih ne rabiš niti enkrat v tretjem krogu. To sem tako že povedal, če sem te prav razumel, si rekel, da se že kažejo znaki, da bo ta vlada nastajajoča desna delala neke neumnosti. Ne? Mislim, da si nekaj tega bo rekel. Mislim, ne, pa zdaj bomo videli, zdaj zaenkrat se ti znaki še ampak čeprav, glej. Ja, mislim, da si nekaj podobnega rekel. Ja, kažejo se ti znaki, jaz osebno mislim, da je zdaj bodoči mandatar je zdaj spretno tiho, ker rabi, takoj, ko se bo kaj zgodilo, kar mu ne bo všeč, recimo demokrati so podprli imenovanje sodnikov, pri čemer je tu predlagal sodni svet in to sodni svet s predsednico, ki je izvedla, po mojem, v celi zgodovini Slovenije najbolj usodne reforme. Skratka, pogum, ki ga je ona imela, se pravi, nasprotovati osebi, ki je uspela Đorđeviću in Pogačarju. Osebi, ki je uspela Đorđevića in Pogačarju, se pravi, nasprotovati predsednici, njenemu predlogu, to je pač kaže na to, da ta vlada bo izrazito ideološka, ker pol pomeni, da ne razumeš ničesar, da v bistvu ti tudi ni v interesu, da imaš človeka in podpreš njegov predlog, ki je počistil pravosodje, kot je bilo nedomisljivo še leto nazaj ali pa recimo 2 leti pred njenim mandatom. Naj bi šlo za nesporazum se zdaj. Ja, zdaj se vleče ven, potem naslednji bo RTV, potem tudi ta intervencijski zakon. Jaz sem pozorno včeraj poslušal na Tarči Mojmir Mraka, ki tudi opozarja, da ta zakon je sicer dobrodošel, ni pa v vseh pogledih premišljen, da ne bo imel takoj pozitivnih učinkov in da koncu leta bomo mi v situaciji, ki smo fiskalni, še v slabši. Skratka, ti ljudje se vidi, da grejo v to aktivistično, delno revanšistično, brez premisleka in zato bo pač težava. Zdaj imam tako malo občutek, da govoriš, da v principu sploh nikoli ne smela biti desna vlada. Ne, tega nisem rekel. Tega nisem rekel. Tako že imam tako občutek, sem rekel. Ne, jaz mislim, da mi imamo premalo desnih vlad, ampak jih imamo premalo tudi zato, ker vsaka potem udari ven ideologija in pripelje za sabo potem še močnejšo nasprotno levo vlado. Sej ideologija je podstatna politike. Čeprav pri tem pogledu je problem v tem, da se gleda, kako se stvari ves čas ponavljajo. Zdaj, če vzamem tole gesto nasprotovanja Logarjevih, jaz vidim tudi nek nov tip odgovora strani SDS. Zdaj,
v kritiko je šel en izmed izpostavljenih poslancev SDS, ni šla pa cela SDS. Ni šel Janša, ja. Ni šel Janša, to je velika razlika. Namreč zdaj nastaja situacija, v kateri se je Janši več kot jasno, da brez teh 3 partnerjev, ali kakorkoli jih je, ne more sodelovati. In to pomeni, da je te partnerje treba tudi poslušati in da iskati stisniti zobe, če bi rekel tako ljudsko, tudi v primeru, kadar se pogledi ne skladajo. Da, če najdeš eno serijo konsenzov, je že veliko. Na celi črti to ne gre. In v tem smislu, če vzamejo, da se nekaj pozablja. Kar je značilnost Golobove vlade je, da nikoli, jaz ne pomnim enega izmed zakonov, ki so ga vložili na glasovanje in bi ga poslanci njihovi ne izglasovali. Lahko je bila, kdaj je šla Levica ven, ali pa ni glasovala, ali pa SD. Nikoli ni bilo tisto, kar je bilo na mizi, da so potem zavrnili partnerji. Iz tega stališča večjega buldožerja političnega, kot je bil ta, si težko predstavljati. Zdaj moramo vzeti, da je to normalno stanje, da lahko postaja. Da ta nova koalicija se dogovarja, potem pride večina, recimo, kar se uspe dogovoriti, se izglasuje, potem pridejo pa tudi zakoni, ker pa padejo, ker se pa ne izglasujejo in da to ne pomeni izdaje, veleizdaje konca sveta. Da je to normalno stanje, bi rekel, med partnerji, katerih značilnost je to, da so svoje entitete. Da pač niso eden, ampak da imajo različne politike. Mislim, da bo to po mojem bo zdaj prva taka Janševa vlada, kjer bodo partnerji imeli veliko moč. Seveda. In Janša temu primerno manjšo, ne? Jaz se tle sicer ne strinjam, ker mislim, da je Janez Janša zelo dobro igral to igro. Ne? Tudi zato, to je po mojem glavni razlog, zakaj vlade še ni, čeprav že je. Ne? Zato, da imajo ti partnerji dovolj prostora, da recimo predvsem demokrati preskakujejo levo, desno, izgubijo vso kredibilnost, ne? In potem, ko ti nimaš več kredibilnosti, potem je zelo preprosto. Ne? Sem že povedal, kako je bilo pri par odločitvah, ko sem slišal v tretji Janši vladi, recimo pri imenovanju Terška, je predvajal nek video in je rekel, glejte, pa je bil dogovorjen, Teršek je bilo obljubljen mandat sodnika, ne? Bil je dogovorjen z poslanci, je rekel, če jutri Teršek izvoljen ustavnega sodnika, gremo po jutrišnje predčasne volitve. Ne? On ima to moč ima in igra na igro moči, kar je učinkovito, ampak mislim pa, da vsi ti, ki so notri, si lahko domišljajo, da bodo lahko pluralni, ne? Ampak lih težava je, da so desni. Oni imajo desno volilno telo in moja teza niti ni moja, ne vem, kdo je tukaj, celo nekdo naših komentatorjev v zasebnem pogovoru enkrat rekel, da desni medijski prostor ni narejen za to, da napadaš levico, ne? Ker nima tega učinka, recimo Nova 24 in tako naprej. Ne? Narejen je za to, da discipliniraš svoje desne partnerje. In tukaj je zdaj težava. Skratka, nek lev partner v Janševi vladi ima bistveno večji manevrski prostor, ne? Ker njegovo volilno telo je drugje, na katerega vsa ta desna mašinerija nima tako velikega vpliva, kot ima na desne. Skratka, desna vlada bo bistveno, to je moja prognoza, upam, da se motim in da bo to super vlada, ki bo Slovenijo popeljala naslednje 3 mandate, ne? Da ne bo pomote. Ampak bojim se pa, da bo to zelo homogena vlada. Težek bi že bil ustavni sodnik, če ga ne bi Miro Cerar blokiral, ne? Ok, ampak sam govorim primer, kako se pač stvari lahko tudi izpelje. Težek je imel takrat problem večji, kot je imel med Janševo vlado. Ampak samo te žadno vprašanje, ki bomo videti, no, kaj menite o tej ustavni pritožbi zoper izvolitev predsednika državnega zbora Stevanovića? Ja, da se je Robert Golob zelo dobro učil od prejšnje opozicije, ne, kar bi naredili točno enako, ne. In da gre bi ustavno pritožbo? Pač učili so se od tega, ne, to je prva stvar, niso zmogli tega poraza sprejeti, sam pa to vidim predvsem kot instrument, ne, da svojemu volilnemu telesu pokažejo, da nekaj delajo zoper to. Skratka, gre po mojem mnenju izključno za pozicioniranje pred svojim volilnim telesom, za nagovarjanje svojega volilnega telesa, ne, kar kaže na to, da mogoče Gibanje Svoboda vseeno ne bo tako hitro razpadlo, oziroma da se vsaj trudijo, ne, da držijo to homogeno. Mislim pa, da prvič, to upam, da ne more uspeti, ker bi se ustavno sodišče potem res izkazalo kot skrajno levo, ne, ker je več izrazito levih ustavnih pravnikov. Ne. Tudi samo reklo, da tega nikoli, Ribičič, ne, ta Barkuc, par ljudi, ki jih jaz uvrščam globoko na levi pol, ne, se je izjavilo, da to ne more uspeti, tako da upam, da to res ne uspe. A ti bi že pravnika Badutskega? Ja. Čeprav tudi, če bi uspelo, ne bi spremenilo čist ničesar, ne. Ker sem prepričan, da bi kvečemu bi Stevanović dobil še kakšen glas več. Pa vse 48, ja.
Ja, meni je po tej temi zanimivo, kako so jo osrednji mediji vzeli kot krucialno. Ja, se to je, no, to ni tako, to je res nek presedan, ne? Ribičič povedal, da so vas čas tako počeli. Ne, hoče reči, če vložiš ustavno pritožbo za izvolitev. Ja, to, ne, jaz sem hotel reči to označevanje listkov. Aha, Ker biti parlamenta je tako javno glasovanje. Javno glasovanje, to je par izjemnih situacij, ker je tajno, ampak kot je bilo iz rok, ust nekoga, ki je vodil pomembno stranko SD, nekoč Ribičič, povedan, da je bilo to ves čas se to počeli in da iz tega narediš tako veliko temo, usodno. Kaj je usodno? Usodno v tej državi je proračun, finančno stanje. In to, recimo, jaz zadnjič gledal, v tem je nacionalka fenomenalna, je ob seji fiskalnega sveta, kjer je Kračun po dolgem in počez to ekspliciral, je porabila 2 minuti za to nekaj sred oddaje. O tovrstnih slikcah gor na glasovnicah je bilo pa serija oddaj, bi rekel, top čas, prime time. Skratka, jaz vidim to, stališča stranke, evo, mislim, to, kar pravi Peter, jasno, bolj manj gotovo drži. Ampak stališča medijev, kaj vzameš ti kot usodno stvar? Mislim, da so Dnevniku prebral celo teorijo, da bi mogli politike, ki prelomijo obljubo, recimo Logarja, na primer, teoretično kazensko preganjati, ne? To je čista neumnost. Ne, hoče reči vse, danes v novinarstvu možno. Zdaj vzamemo takole, kaj pa Golob, ko je pozval na volitve, na referendum, ker ni mogel vladati z 16 ministrstvi, pa sam pravi, da jih bo zmanjšal. Skratka, kaj je hujša stvar? Skratka, nisi samo svoje obljube, ampak še celotno energijo, cel referendum si v bistvu na nek način zlorabo, če tako za nazaj pogledamo. Ampak to je enovo, mislim. Če je pa kaj značilno v politiki, je pa to, da akterji spreminjajo malo poglede, jih malo modificirajo, oziroma če so dosti modri, stvari že na začetku tako povejo, da vidijo rešitev, da bojo lahko potem prišli z dvignjeno glavo, tudi če bojo naredili nekaj nasprotnega. To je Vse tudi te prevare niso prevare, to so kvečemo kakšno politično preigravanje ali kakokoli. Ne, prevara, tako bi rekel, prevara, vzemimo spet, to je nekaj podobnega kot za pojmom izdaja pa domobranci, in domobranski oficir, potem slavni filozof Komar je enkrat se spraševal, ki je bil v Argentini, kako lahko pravijo, da smo izdajalci, partizanov. Izdajalci samo, če skupaj sodeluješ lahko. Mi nismo nikoli sodelovali s partizani, torej ne moramo biti izdajalci. Skratka, prevara lahko samo nekdo, ki je del ekipe, sodeluje v ekipi, nekdo, ki se pa antagonista, ki se pa dogovarjata, pa se ne uspeta dogovoriti. To nikakor ni prevara. Si hotel še kaj dodati, pa si kazenski. Kako? Ne, pač, da to je pač spet en del tistega diskurza, podobno kot odziv nekega dekana kot stopu. Pač hočeš napihati neko zgodbo, ker misliš, da boš vplival na čustva ljudi, ampak jaz mislim, da to je podcenjevanje ljudi. Ljudje imajo en občutek, kaj je napihovanje, kaj ima pa neko realnost. Dobro, Bernard pa Peter, najlepša hvala. Zdaj smo bili spet že malo dolgi danes. Vidimo se znova prihodnji torek v novi uri resnice. Do takrat pa ne pozabite, ker je bojanje tudi požar.